Luka, izjemno pomembna zmaga za mesta, ki še vodijo evropska tekmovanja. Danes ste premagali Koper po 2 letih na domačem terenu. Kakšen je vaš komentar? Komentar bo sigurno vesel in zadovoljen, ker smo prikazali ne samo neko zrelo taktično igro, eno pravo miselnost, ker smo uspeli se vrniti po zaostanku, kar je bil že standarden scenarij proti Kopru že nekaj let, in veseli me, da smo tukaj naredili premik naprej. In ne samo to, da smo se vrnili, ampak smo bili sposobni v drugem polčasu si prigarati to zmago, ki je pomembna ne samo iz vidika lestvice, ampak tudi zato, ker po prikazanem Velenju smo danes potrdili, da lahko z najboljšimi ekipami v ligi močno konkuriramo. Še en komentar naslednjega srečanja. Zdaj vsako srečanje za nas ključnega pomena, ker smo v taki poziciji. Odhajamo na težko gostovanje, kjer pa seveda bo ponovna želja z naše strani, da osvojimo 3 pike. Zdaj nekaj časa bomo to zmago izkoristili in proslavili, ampak hitro se bomo z ponedeljkom vrnili na igrišče, kjer moramo pozabiti na zmago, ki nam sigurno je malce pomagala in dala neka krila, ampak samo z delom in s koncentracijo na to, kar nas čaka, bomo lahko ponovili take zgodbe. So pa tekme z Olimpijo vedno zanimive? Vedno so zanimive, ker tudi Olimpija proba igrati nogomet, mi tudi to probamo postaviti, ni vedno enostavno tak nogomet igrati, trudimo se, nikoli ni še popolno bilo, ampak verjetno bo zanimiva tekma, so pa igralci Olimpije oziroma klub zelo blizu nas, kar se tiče lestvice, in mi si želimo samo to razliko držati ali pa povečati. Erik, eno težko srečanje tukaj v Domžalah. Zmaga je vaša, po 2 letih ste jih premagali na vašem igrišču. En komentar srečanja me zanima. Pričakovali smo tako tekmo, vedeli smo Koper, trda ekipa, močna ekipa, ki prejema zelo malo zadetkov, še posebej, če dobiš gol in zaostaješ z 1-0, kot smo mi. Na srečo smo v prvem polčasu še zadeli, kar je, mislim, da veliko preobrnilo stvari. V drugem polčasu pa smo stopili na glas in mislim, da zasluženo zmagali. Še en komentar vašega gola, zadeli ste v slogu Pirla. Ja, kaj naj povem, to, kar delam na treningu, se hvala Bogu prenaša na tekmo, tako da to je to. Je eno težko srečanje tukaj v Domžalah. Dosegli ste prvi zadetek, vendar se vam nikako taktično ni šlo do konca srečanja in poraz po 2 letih v Domžalah je tukaj. Izgubili smo preveč dvobojev na sredini igrišča, od ponedeljka naprej bodo fantje spoznali tudi drugačnega Vanolija. Pri drugem golu pa se preprosto ne more zgoditi, da igralec tako izpade, kot je. Še ena napoved naslednjega srečanja z Zavrčem. Če ne bomo 100%, nas lahko tudi oni spravijo v težave, ne glede na to, da prihajajo po številnih porazih. Tudi na njih se je treba pripraviti 100% in če ne bomo dali vsega od sebe, tistega, kar nas je krasilo do sedaj, torej borbenost in želja, potem ne bo dobre tekme. Sicuramente se non lo si affronta con grande determinazione ci potranno mettere in difficoltà. Ena težka tekma tukaj v Domžalah, po 2 letih ste doživeli poraz, zanima me en komentar. Ja, nič, vedeli smo, da nas čaka danes ena težka tekma, ampak na koncu to, kar smo delali drugi polčas, da smo ga katastrofalno začeli in še slabše končali, je odraz tega, da smo danes ostali praznih rok in da ne peljemo domov nobene točke, ampak moramo to srečanje čim prej pozabiti in strmeti k naslednji tekmi in moramo čez teden dobro trenirati in biti fer in pošteni do svojega dela, da bi nas nagradilo na naslednji tekmi. Ko Koper prvi zadane, se nekako potem dobro postavi na igrišču, pripelje tekmo do konca. Danes se vam to ni šlo. Ja, prej sem govoril o tem, da smo znani kot ena trda ekipa, ki prejema malo zadetkov, ampak kaj ćemo, mora priti takšna tekma, da Koper prejme 3 zadetke in ne sme nas to zdaj potresti in narediti neko negativno vzdušje v slačilnici, moramo strmeti k boljšemu in vemo, da česa smo sposobni, ne bremenjujemo se z nobenimi drugimi stvarmi, le z vsako naslednjo tekmo, tako da nas čaka v soboto naslednja tekma in mi gremo normalno spet svoje igre igrati na domačem terenu in jaz upam, da se bomo vsi skupaj z našimi navijači veselili novih 3 pik. Na videz lažji nasprotnik Zavrč? Ne, mi spoštujemo vsakega nasprotnika, to smo vedno govorili, ampak spoštujemo vsakega, ampak ne bojimo se nobenega. Tako se ne bojimo Zavrča, tako se ne bojimo nobene ekipe v ligi. Mi igramo doma,
napadli bomo 3 pike, kot vsako tekmo, ki napademo. Zdaj, napadovati kakšenkoli rezultati ali pa težko ali pa lahko tekmo ne moremo. Mi se bomo potrudili po naših najboljših močeh in upam, da se bomo vsi skupaj veselili na koncu.